Odbita, dobita. Dva človeka za lažjo navigacijo med novimi tehnologijami. Dobro jutro za naju, za vas mogoče dober dan ali pa slab večer, kakorkoli poslušate podcast Odbita dobita. Razveseljiva novica je ta, da se oddaja vrača k koreninam, to pomeni tja, kamor spada, k novim tehnologijam. Bilo pa je zelo poučno in zabavno, morava priznati, v zadnjih 4 tednih sva z Anžetom, živjo Anže. Živjo Maruša. Sva ugotavljala, da se tehnologije, ki izginjajo, še vedno uporabljajo in so pogosto celo nepogrešljive. Zelo priporočava vse 4 epizode, tudi zato, ker sva govorila z različnimi poslušalci tega podcasta, pa z različnimi uporabniki teh tehnologij. Anže, še enkrat, kje so zdaj vsi skupaj? Teletekst, kasete, pozivniki in IRC. Ja, vsi so predvsem še vedno v uporabi. Kar pa se tiče podcasta Odbita dobita, pa seveda naj jo najdete na val202.si poševnica Odbita in pa v iTunesih oziroma Apple Podcasts. Hvala vsem, ki nam tam dajete ocene in pa seveda najin skupni Twitter račun, @odbita. Pred novo temo, jesenske novosti bodo to, naprimer, ali pa pozdrav jeseni. Pozdrav jeseni. Ja. Hvala, ker boste tole oddajo tudi delili, lajkali, komentirali seveda, ampak opozorilo, že na začetku žal, če to deliš, ne dobiš iPhona. Ali vinjete. Bova pa, kakšno rekla, tudi o iPhonu, pa ne le o iPhonu. Takoj za septembrom smo pozornost oktobra namenili Googlovemu eventu. September in oktober, torej Apple in Google. Kje bova začela? Ja, začneva pri Googlu. Je pa tukaj treba vedeti, da je ta trend absolutno začel Apple, že kar nekaj časa niso prvi, ki so začeli s temi dogodki, ampak samo da se razumeva, zakaj so te dogodki vedno kot po naključju, konec septembra, začetek oktobra, ker je to ta obdobje pred prazniki, ko si kupujemo darila, Maruša. Ja. Tako da vsa ta podjetja večinoma skušajo ujeti to obdobje, ko nimaš ideje, kaj kupiti, najbližjim, mogoče pa kupiš kakšen iPad mini. Zelo pametno. Ja, tako da zaradi tega. No, ampak začetek pa Google, ki je imel ta svoj dogodek, kjer so pa predstavili zelo veliko strojne opreme. Kar je že ta prva reč, v kateri se lahko stava, ker Google je primarno, kot veva, bolj programersko podjetje. Oni so bolj znani po Gmailu, Google iskalniku in ostalem, kot pa po nekih fizičnih objektih, ki se jih da kupovati. Zdaj pa zadnje par let so se pa zelo usmerili tudi v strojno opremo. Oni imajo tudi nek moto, ki jih zadnje 2 leti vodi, in to je, da je mobilne revolucije več ali manj konec. Vsi imamo pametne telefone in sedaj se od mobilnega premikajo k umetni inteligenci. Tukaj zelo veliko, več kot očitno stavijo na ta Google asistent, kot oni pravijo svojemu pomočniku. Apple ima Siri, Samsung ima celo svojega Bixby, Microsoft ima Cortana. Google se je nekako tu prepoznal, kot da bojo imeli prednost zaradi trume podatkov, ki so jo nabrali v tem 10 letju in pol, odkar obstajajo. No, in vsa strojna oprema je nekako vezana na tega Google asistenta. Začeli so pa v bistvu mogoče ne za nas, bom povedal, zakaj je to mogoče za nas ni toliko pomembno, ampak mogoče z najbolj zanimivim produktom na tem dogodku, in to je tisti Google Home Mini. Prav mali zvočniček, ki ga daš nekam v stanovanje, v dom, in se potem lahko pogovarja z Googlom in Google ti lahko servira podatke nazaj. Zakaj ne? Smo v letu 2017, lahko se pogovarjate s svojim stanovanjem, ampak nič novega. Google Home obstaja že nekaj let. Kakšne so potem prednosti, slabosti, izboljšave Google Minija? Ja, prva je cena. Prvi Google Home je bil, mislim, da okoli $150, potem cena malo niha pada, ampak ta se začne pa pri $50, tako da se lahko naveževa, seveda lahko poslušate eno od prejšnjih odbita, ko so govorili o Googlovem Chromecastu, spravi te naprave, ki tvoj televizor spremeni v pametni televizor. In tudi tam je cena $35 v Ameriki, recimo. Zelo dostopno. Poleg Minija so predstavili še Google Home Max, je pa ogromen zvočnik, tam mogoče za
nas, ki delamo na radiju ali pa saj za ljudi, ki poslušajo glasbo, mogoče še bolj zanimiv, podpira več storitev za predvajanje glasbe. Appleov HomePod se razume samo za Apple Music, medtem ko ta Google Max ima pa Apple Music, Spotify, Google Play Music, YouTube Music, Pandoro podpira. Ta bo pa zanimiv tudi za Slovence. Če hočeš nek velik zvočnik, velika večja verjetnost, da bi si človek izbral tega od Google kot tistega od Apple. Jaz sem naročnik Apple Music, ampak imam dovolj majhno stanovanje, da običajen zvočnik odlično predvaja odlično muziko. Ja, poleg zvočnikov, ki jih omenjaš, imenujejo se Google Home, lahko se pogovarjaš z zvočnikom, so predstavili prenosnik s svinčnikom. Ne vem, meni osebno najmanj zanimiva stvar cele predstavitve. Kaj zdaj to pomeni? Spet nič novega, no? Ne, nič novega. Ta prenosnik se ne bo prodajal v velikih količinah. Gre za tako imenovane Chromebooke, to so prenosniki z operacijskim sistemom Chrome, se pravi, tu ni oken, tu ni polnopravnega operacijskega sistema. Zadeva tako deluje, da imaš v bistvu samo Chrome brskalnik in par aplikacij poleg. Se pravi, ni najlepši primer, moj primer je vedno, ne da se namestiti Skype, recimo. Kot samostojne se ga pač ne da namestiti, ker je to popolnoma drugi operacijski sistem. Poanta Chromebookov je, da so poceni. To so ponovadi prenosniki, ki ostanejo okoli 300 € ali pa 400 €. Pri Pixelbooku se bo pa cena začela pri $1000, kako Google ostalim proizvajalcem teh naprav daje vedeti, poglejte, kam se da strojno opremo. Kar se pa svinčnika tiče, pa jaz vedno rečem, da dokler zadeve nimaš v roki in rišeš po zaslonu, šele takrat lahko karkoli sodiš. Mene so že toliko krat pretentali s temi PR sporočili, da ta je pa, veš, Maruša, ta je pa najbolj natančen, ne. Ne vem, jaz dokler ga ne dobim v roke, si ne upam nič reči. Jele, imajo ga pa, ne, da ne bo kdo rekel, da pač Apple ali Microsoft imata nekaj, kar Google nima, ampak ima pa Google telefon Pixel, ne, o tem sva že govorila v prejšnji sezoni Odbite. Glavna atrakcija letos, tudi meni pač zelo zanimiv. To je tisto, ko po septembru, ko spoznaš novega iPhona, vendarle zastrižeš tako malo z ušesi in z očmi. Kaj prinaša Pixel 2? Pixel in pa Pixel XL. Lansko letna modela sta bila praktično identična, z to razliko, da ima eden manjši zaslon in posledično tudi manjšo baterijo. Tukaj pa gre za dva kar različna telefona, že pri ločljivosti zaslona se to nekako vidi, predvsem pa pri tem, da je Pixel XL bil narejen po vzoru LG-evega telefona V30, ki je super, ima ta zaslon, kar je moderno v letu 2017, da je čim manj robov, ne. Medtem ko ta mali telefon še vedno zgleda tako kot iPhone 8, kot nek star dizajn, ki je zdaj počasi že pase. Predvsem, kar mene osebno navdušuje, saj to, kar sem videl, je že spet industrijsko oblikovanje, ker dejansko te telefoni izgledajo malce posebno. Eni bodo rekli, ja, so bolj plastični, ne, pa na zadnji strani je tisto stekleno okno, kot mu jaz pravim, ne. Ampak moram reči, da saj veš, ko ga položiš na mizo, nekako veš, zakaj se gre. In pa imasta nekaj te, ko je človek rekel, hudomušnosti od Googla. V belem XL-u je gum za vklop in vklop, neke zelo žive barve, jaz, ki sem faraon, in si ne bom upal soditi, katere. Oni so začeli uporabljati neke te naravne materiale, se pravi zvočnik v bistvu platno oblečen, ne. Te stvari so zelo, tako bomo videli, kako se pa v praksi obnese, ampak saj na pogled dajo neko bolj domačnost ali pa so v bistvu ravno nasprotjo te neke hladne metalik estetike, ki res prevladuje, mogoče zdaj že zadnjih 10 let. No. Tako da jaz sem iz tega vidika nekako najbolj navdušen. Eno stvar, ki pa moramo omeniti, je pa to, da sta te dva telefona imasta na zadnji strani samo eno lečo. Kar je pa leta 2017 kratko malo čudno, vsi telefoni, sploh te dražji, so šli na dve leče, portrait mode, kot temu pravi Apple in vsi ostali, kjer lahko slikaš portret človeka in potem okolico zamegli, ne, da zgledaš, da je samo človek v fokusu. To jim je pa očitno uspelo doseči samo z eno lečo. To vem, da se sliši mogoče malo tehnično, ampak gre, saj potem, kar sem zdaj videl, tisti, ki so te telefone že dobili v roke in se malo slikajo, zgleda za res impresivna tehnologija, sploh zato, ker je ena leča, ker čist vsak preostal proizvajalec je praktično že šel na dve leči. Ne. Tako da to me pa najbolj zanima, ko menka ta telefon imel v roki, kako bo izgledalo. Ne. Ampak kako ga boš lahko imel v roki? Ko sva se pogovarjala o Pixlu, Googleov telefon ni dosegljiv v Sloveniji. Zdaj o tem, zakaj ne, bi lahko razpravljala, ampak kaj
zakaj ne? No? In ali je možno potem odleteti v Veliko Britanijo in prinesti ta telefon domov za koliko denarja? To je seveda možno, začne se pri 900 evrih, čeprav po pravici povedano, ker gremo reči okroglega tisočaka, ampak to si zelo lepo izpostavlja in vse to, kar sva do zdaj povedala, mora postaviti v ta kontekst, da Google neke resne prezence prodajanja svoje strojne opreme enostavno pač nima. Tukaj ne gre samo za to, da v Nemčiji se ga pa v bistvu preko Googlove trgovine da kupiti. Jaz sem šel za nalašč, sem gledal celo predstavitev od Googla, sem šel na nemško trgovino od Googla in ko sem rekel, jaz bi pa kupil Pixela XL, je bila dobava že zamaknjena v december. Google tu ni primerljiv z Appleom, Samsungom, LG-om, Motorola, z vsemi temi podjetji, ki imajo že dolgoletno tradicijo prodajanja strojne opreme in imajo zgrajene mreže po vseh državah. Pri Samsungu ali pri Apple se človek ne vpraša, kdaj bo pa to mogoče v Sloveniji ali pa v Italiji, ne bojo, ker pač bo. Google je pa kle res, to je največja graja, ki mu jo lahko damo, čeprav nas resno podpira, kar se jezika tiče. Poleg telefona, seveda slušalke, vedno smo jih že navajeni v istem paketu, ampak Google tokrat ne le en korak naprej, preskakuje nekaj ostalih konkurenčnih podjetij. Pixelbuds. Tukaj bomo pa samo pozvala tebe, dragi poslušalec ali poslušalka, v zapiskih od odbita do odbita, se pravi na valdeso.si/odbita, bom našel ta posnetek, kjer so predstavili v povezavi s temi slušalkami, ne bom rekel instantno prevajanje iz jezika v jezik, ampak saj bomo rekli hipno prevajanje, ko se na odru pogovarjata nekdo, ki govori angleško in nekdo, ki govori švedsko, medtem ko slušalke to sprejmejo in to potem predvajajo na telefone in obratno. Gre za, jaz se ne hecam, tako kot so se takrat pogovarjali, so naredila tudi oddajo, si jo lahko greste poslušati temu, kako Google nekako razume slovensko, če govoriš v mikrofon in potem namesto tebe tipka, jaz sem pa kar suveren, da bo tudi Google Translate, prevajalnik, ki se za slovenščino zelo dobro razume, da bom na eni točki tudi to znal. Ta posnetek boste pogledali, je pa res magija. Ja, presenetljivo, wow, in jaz bi si res želela to sprobati, kako ta stvar deluje. Obljubim, takrat, ko bova imela priložnost, se bomo o tem še pogovarjali. Ne vem, lahko bi tudi s prevajalci ugibala, čez koliko let bo poklic, ki izginja in kaj bodo ljudje počeli, ko ne bodo več prevajalci, ker bodo vse namesto nas počeli Googlovi roboti ali pa Appleovi. Naslednja stvar bo seveda novi iPhone. Čeprav sta o tem že govorila z Andrejem v jutru. Kaj hudo pretresljivega? Niti ne. Niti ne. Ker seveda v Apple govori cel svet, ker se Appleovi izdelki prodajajo v enormnih številkah. Ja. Testirale so seveda iPhone 8. 8 plus, tehnično gledano, do osmice še niso prišla. Ampak ja, iPhone 8. Preden, ne? Ja. Mi karkoli poveš. Sej me poznaš, zdaj me že tudi poslušalci sprašujeva za Marušo na Twitterju, ker pač ne. 6S imam v roki, mogoče bi menjala telefon 8 plus ali počakam na X, ki je iPhone 10. Ja, začela bova. Počakaj, samo še nekaj rezultatov Twitter ankete. Tisti, ki bodo zamenjali obstoječega iPhona, bodo po večini počakali na 10, kljub ceni, prihaja novembra. Mislim, da tudi rado razmišlja v tej smeri. Pozdravljena Maruša. iPhone 5S, ki ga uporabljam od januarja 2014, je načel zob časa, zato razmišljam o menjavi žepnega računalnika. Ker se mi ne da menjati ekosistema, zaenkrat razmišljam samo o Applu. Pri iPhone 10 me privlači predvsem menda res dober fotoaparat, najbolj me pa moti tisti zob na vrhu zaslona in odsotnost skenera prstnih odtisov. Nekako dvomim, da bi Steve Jobs požegnal tak izdelek. Moram ga videti v živo in primerjati z ostalimi modeli. Ne vem, mogoče se podločim za 2 koraka nazaj in presedlam na pager. Ta dilema bo mogoče za veliko ljudi padla. Pač na ceni, ali bom počakal 10, ali boš dal 1000 plus evrov za telefon, ne, seveda bomo videli, kako bo pri vezavah.
To so res številke, ki jih do zdaj nismo bili vajeni. To so res, vsaj za slovenske razmere, kar enormne številke. Prva stvar, ki jo ljudem vedno rečem, je pač določite si budžet vnaprej. Ne iti v to, tako kot človek, ko kupuje, ne vem, avto ali pa kosilnico ali pa toaster, ne. V prid iPhone 8 pa dejansko govori to, da je strojno to izredno zmogljiva zadeva, da neke večje razlike, zdaj govorimo o surovi strojni zmogljivosti z iPhoneom 10 in pa iPhoneom 8 in pa 8 Plus, praktično ni. Večja težava, ki jo vidim jaz pri 8 in 8 Plus, je ta dizajn, ki je zdaj že res, mislim, da od leta 2014. Telefoni so res zelo osebne naprave. Človek bi pričakoval, da bo vsaj neke premembe, v bistvu gre pa za praktično enak telefon, ki ga imaš ti tule pred sabo, pa imaš 6S, ne. Pa že v 6 bi lahko govorili, da praktično enako zgleda, ne. Se pravi, res bi to izpostavil, to strojno moč, ki je res impresivna, ta procesor je neverjeten, kako se to v realnem svetu pozna, slike bodo boljše, video bo boljše, te telefoni lahko snemajo slow motion posnetke pri takih resolucijah, da je malo kamer ali pa fotoaparatov to zmore, pa je to v telefonu in to je prav zasluga tega procesorja, ki je res še enkrat pač izjemen. Ko si omenil videz, mislim, zgleda lepo, čeprav res enako od leta 2014 ali 2015, zgleda pa tudi nevarno, ne? Tisto steklo zadaj, mislim, če to pade na tla. Tukaj je treba pa dve stvari povedati. Steklo je absolutno bolj oprijemljivo kot aluminij oziroma katerakoli kovina. Se pravi, v rokah stekleni telefoni dejansko težje zdrsnejo iz rok. Ampak, ko pa padajo po tleh, ne, kar se rado zgodi, je pa steklo seveda veliko dražje za zamenjati. Predvsem je pa tukaj nova težava, ni toliko težava, v bistvu mogoče, kar je super pri iPhone 8, in potem 10, ki podpira tako imenovano induktivno polnjenje. Jaz ne rad rečem brežično polnjenje, ker tisti polnilec, ki je na mizi, nekamor odložimo telefon, seveda rabi kabel, ker pravo brežično polnjenje bi bilo, da bi telefon kjerkoli odložil, pa bi se polnil. To tehnologijo razvijajo, ampak to je toliko v prihodnosti, da je zdaj brez veze govoriti. Tako da ta induktivno polnjenje seveda obstaja. Zaradi tega je tudi steklena zadnja stranica, ker čez kovino elektrika pač ne gre. Ki pa je treba povedati, brežično polnjenje, induktivno polnjenje dela tudi z ovitkom, no. Tako da to ni taka groza. Tukaj je Apple tudi, hvala Bogu, res hvala Bogu, si izbral standard brezžičnega polnjenja, ki se imenuje Qi, napiše se QI, to je standard, ki ga mobilna telefonija pozna že 10 let, ne 9 let ali pa 8 let, pa nedvomno začel je Palm, ko so še delali telefone, tako da jaz upam, da bo Apple s tem svojo močjo, ki jo ima na trgu, spodbudil zdaj tudi vse ostale proizvajalce teh postaj za polnjenje, da bo vedno boljše in vedno bolje delovale. Podpira pa tudi iPhone hitro polnjenje, tukaj je pa pač Apple že spet nažalost zapadel v te svoje vode, kjer očitno hoče iztisniti z vsakega svojega kupca, kar se da denarja. Se pravi, iPhone 8 podpira pač hitro polnjenje, ki ga pa s tistim polnilcem, ki ga dobiš v škatli, in kablom, ki ga dobiš v škatli, ne moreš doseči, kar pomeni, da moraš nabaviti pri Apple seveda boljši polnilec in poseben kabel, ki je USB-C v Lightning. In mislim, da sem dodatnih $100. Več ali manj. Kar se mene tiče, ni opravičila, tako kot ni opravičila, to še enkrat rekla, ne podpira slovenščine. Ja. Ne, to je res, jaz ne razumem tega. Zdaj seveda ne moramo spregledati cene, ne. Ljudje bodo rekli, sej računalnik, moj prenosni računalnik v moji dnevni sobi stane manj, čeprav pozabljamo, da to so računalniki, ti naši telefoni, ampak če vendarle poskušava spregledati ceno, 8 ali 10, ki prihaja na trg. Ja, 10, ki še nisi testiral, ampak kaj je toliko bolje, da se splača počakati, če imaš dovolj denarja? Osrednja stvar bo zaslon. Pa sploh ne govorimo o tem, da je pač tam zaslon brez robov, skoraj da, ne. Pa to, da se bo odklenil od telefon, samo tako, da ga boš pogledal. To res, jaz sem tam zelo skeptičen, to bi res rad videl od blizu. Ne. Ampak te OLED zaslone, ki jih Androidi, predvsem Samsung, tudi Samsung dela zaslone, te OLED za iPhone 10, so res izjemni. No. Ko se enkrat navadiš na OLED, je v bistvu zelo težko iti nazaj na LCD zaslone, kar ima iPhone 8 in 8 Plus. Sicer sta res odlična LCD zaslona, ampak ko ga postaviš ob bok nekemu OLED-u,
res gre za ogromen preskok. Strojno je, moram reči, da ta 8 res neverjetna. 10 bo v bistvu boljša le v tem zaslonu, tistih senzorjih od spredaj, ki omogočajo odklep z obrazom, pa fotoaparat bo marginalno boljši, pa spet ne toliko, da bi človek rekel, vredno, ne vem, 300-400 evrov več. Mogoče to ne bo mnenje vsakega, ampak jaz bi skoraj rekel, da je iPhone 8 boljši deal, oziroma boljša kupčija za uporabnike kot pa iPhone 10. Je pa res, da mogoče potem, ko 10, ko dobimo v roke, me bojo pa prepričali. Ampak tisti emoji, ki pač odpirajo usta po tvoji govorici, ker prepoznajo tvoj obraz. Ne, pa dajva še to. Malenkosti. Ne, pa to ni malenkost. Emoji, čustvenčki, se pravi, te sličice, ki jih ljudje uporabljajo v iMessageu ali pa pri sporočilih, so zelo močna motivacija z ljudi, da posodobijo svoje telefone. To je tudi Apple sicer tako malo po ovinkih priznal, ne, da ko dajo novo različico operacijskega sistema, so ljudje veliko bolj dovzetni do posodabljanja, samo zato, da dobijo tiste emojije, ki jih je Apple, oziroma ne samo Apple, tudi Google, ki ste jih dodala. Ne. Tako da jaz tega res ne bi tako otroško podcenjeval. Res, to je čisto legitimna stvar. In 10, kjer bojo te emojiji še govorili, ne, zna postati še ena od teh stvari, ki bi obogatile to izkušnjo. In jaz to čisto resno jemljem in resno govorim. No. Telefon, če ga menjate, kupujete, Google Home, ker zakaj se ne bi pogovarjali s stanovanjem, kot smo omenila, pa slušalke, ki govorijo N jezikov in prevajajo simultano. Temu sva posvetila oddajo. Vse te jesenske novosti in vse prejšnje epizode druge sezone oddaje Odbita dobita še enkrat kje vse. Na val202.si bo ševnica Odbita, seveda podcast je v Apple Podcast oziroma iTunes, če da ste tam kakšno oceno, nama to pomaga, tako da ful hvala. In pa seveda najen skupni Twitter profil, @Odbita. Karkoli napišete temu profilu, videva obadva, se celo shranjuje preko najenega IFTT recepta. Kaj je IFTT? Ena od prejšnjih Odbita, poslušajte, zabavno najbolj. Ja, val202.si, poševnica Odbita, jaz sem Maruša Kerec. Na Twitterju še Maruša. Jaz sem pa Anže Tomič, na Twitterju Anzeto. In jaz vedno rečem hvala za pozornost. Jaz pa vedno rečem adijo. Se slišimo. Čau. Odbita.